Roboti pomagajo v industriji, z motoristične čelade brišejo dež, plešejo, rišejo portrete, preprečujejo poplave, pomagajo pri hranjenju, igrajo šah. O vsem tem se lahko na lastne oči prepričate v Celju na Mednarodnem festivalu robotike in umetne inteligence. Roboti so vse bolj prisotni v vsakdanjem življenju, pravijo razstavljalci. Veliko produktov umetne inteligence in robotike pa je plod slovenskega znanja. Lara Miklavčič. V 10 dneh se bo v Tehnoparku Celje zvrstilo 30 slovenskih in tujih razstavljavcev oziroma podjetij. Plešoči roboti, pa tisti, ki narišejo vaš portret, igrajo križce in krožce, in tisti, ki pomagajo pri najzahtevnejših gospodarskih projektih. Mi se fotografiramo, algoritmi spremenijo fotografijo v črtno risbo in robot nas pač po umetniško nariše. So my project is proposing a feeding robot that it's not made on a lab, but it's made at home. Naš namen je, da bi skozi igro promovirali ta napredna digitalna znanja, tako da ja, otroci že znajo sprogramirati tazga robota. Številni produkti so plod slovenskega znanja. Med njimi je na primer pametni vizir na čeladi, pa napredno vezje pri skakalnih smučeh ali celo električni sup. Slovenski podjetniki so s pomočjo umetne inteligence in robotov razvili tudi rešitev TrapView, s katero v preko 50 državah po svetu spremljajo prisotnost škodljivcev na kmetijskih zemljiščih. S pomočjo tega čisto konkretno zmanjšujemo število škropljenj in zato vsi bolj zdravo jemo. Festival združuje podjetja, raziskovalce, umetnike, znanstvenike, pa tudi učence, dijake in študente. Sodelujemo tudi z raziskovalci z Inštituta Jožefa Štefana. V zadnjem vikendu bomo imeli simpozij humanoidne robotike. Lep pozdrav vsem. Seveda je pomembno, da se pač te razvoji dogajajo ravno pri nas in da smo ravno mi Slovenci, ko smo načeloma tako mali, pa v bistvu imamo lahko tako velike podvige. Organizatorji pričakujejo tudi do 5000 obiskovalcev, ki se lahko z robotiko in umetno inteligenco spoznavajo vse do 22. marca.